Tudi danes je v naši družbi Urška Puš in ja, lahko boste tudi poklicali in vprašali kaj zase in tako dobili in prejeli sporočilo iz onostranstva. Zakaj pa ne? Sliši se mogoče malce ne tako, ampak tisti, ki ste začutili, boste priložnost in možnost tudi izkoristili. Telefonska številka pa bo spodaj navedena že tale trenutek. Živji, Urška! Zdravo, živjo! Takole, zdaj so naporni dnevi, ne? Ob temu času se mi zdi, da se ogromno ljudi pravzaprav se obračajo. Ja, se obračajo na medije oziroma, dobro, če govoriva o meni, name, ne, mičkam več razmišljajo o teh stvarih, se potem spomnijo kakšnih dogodkov. Dajva za sam začetek, čist pri osnovi, kaj pravzaprav oziroma kdo je medij? Medij je oseba, ki se lahko poveže z duhovnim svetom oziroma je most med fizičnim in duhovnim. Oseba, ki vidi duše, ki jih lahko čuti, vonja, zaznava in z njimi tudi komunicira. Z dušami, s katerimi ni bila v sorodstveni vezi, se pravi, s komorkoli želi, se pravi, katera duša želi navezati kontakt z mano, s tistim lahko komunicira. Kaj potrebuješ za to, da lahko narediš oziroma prideš v dostop, v stik z temi dušami? V bistvu nič, ne. Se pravi, če duša želi komunicirati, bo komunicirala ne glede na to, jaz osebo poznam, če pa je to človek, ki se naroči na pogovor k meni, rabim izključno ime in pa telefonsko od stranke, zato da ji pošljem še SMS za opomnik. Se pravi, nobenih osebnih podatkov, nobenih podatkov od pokojnikov, nobenih slik, nič. Jaz pa želim, da mrtvi naredijo svoj del dogovora, da predajo tista sporočila, ki jih želijo. Ne? Odlično. Mi pa imamo na telefonski liniji že gledalko. Lep dober dan želim. Dober dan. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Evo, bomo čisto brez kakršnih koli podatkov, pa kar izvolite. Jaz bi rada vprašala gospo, če mi lahko pomaga ali pa razloži, namreč dogaja se mi ena že več vrsto let zadeva in sicer sem v hiši, ker je pač že kar nekaj let od tega umrl tast, ki mislim, da se ni želel posloviti iz tega sveta. In dejansko več ali manj, bom rekla, vsaj 10-krat na mesec jaz bujam točno ob tej uri, ko je on umrl. In dejansko ne vem, kaj mi hoče povedati oziroma kako se z njim pogovoriti, ker jaz ga čutim, da je ta prisotnost v hišino. In zdaj včasih pač to malce na ignor vržem, pa rečemo, ko sem slabo spala, ne? Ampak jaz vem, da je tukaj v zadnji nekdo oziroma nekaj več. Hvala za vprašanje. Zdaj zagotovo... Bom poslušala po televiziji. Ok, zmenjeno. Se pravi, zagotovo je to, da ste že sami prepoznali, da vas kontaktira moška energija, ki jo znate umestiti v torej družinsko drevo. Glede na to, da se tudi zbujate ob uri, ko je gospod umrl, zdaj sami ste rekli, da se ni želel posloviti iz tega sveta. To je bilo takrat, ko je bil on še živ. Zdaj duše iz dušnega sveta vedno povejo, da je bil njihov čas, da je bil torej tisti čas, ko je on umrl, zagotovo pravi čas. Tako da zelo verjetno vas kontaktira za to, da bi nekako spustili ta občutek ali morda krivde oziroma je to nekaj, kar vas žre. Da imate vi občutek, da ni želel iti, pa je moral umreti. Druga varianta je, da ste v kakšnem ali težjem obdobju ali pa v lepšem obdobju, pa vam na nek način želi povedati, da je ob vas, da ve za mejnik, ki ste ga prestali oziroma vas vzpodbuja, če ste v kakšnih težkih trenutkih. Če želite sami navezati komunikacijo z njim, to lahko naredite v sanjah. Preden greste spat, ozavestite, da želite, da točno on pride v vaše sanje, zastavite mu vprašanje, kaj želite, da vam odgovori, potem pa bodite strpni, potrpežljivi, lahko pride tisti večer ali pa recimo čez par dni, kakšen teden. Ne se bati tega, vam ne želi nič slabega, vam pa morda priporočam, da mu prižgete še eno svečko, da gre v miru in pa da mu poveste, da gre lahko na drugo stran, da naj poišče luč, vrata oziroma portal na drugo stran. To bi bil recimo na hiter nasvet. Še Mirjana bi želela kakšen tak nasvet, pa preverimo. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav. Jaz imam pa eno vprašanje in sicer bi želela vprašati glede moje pokojne mame, ki je že zdaj v bistvu kar več let pokojna. Zanima me, če je, bom rekla, najdla ta portal na onostranstvo, če je pomirjena, če je srečna
pa tudi vsi ostali naši pokojniki, bom rekla, v enem obdobju našega življenja se kar zvrstilo, ne? Da so vsi našli to pomiritev, pa da so srečni, pa da so na oni strani. V redu, hvala za vprašanje. Zdaj ta ona stran, dejstvo je, da ko umremo, se spremenimo v neko energijo, ampak po mojih izkušnjah nekje približno 90% duš ostane vezanih na zemljo. Zdaj razlogov je več, tudi tiste duše, ki so zemeljske, na nek način so v miru, ampak še vedno poznajo, naprimer, negativna naša zemeljska občutja, tako da so nekje še vedno bližje nam kot tiste duše, ki najdejo dejansko luč na drugo stran. Tako da to, kar sem prejšnji gospe svetovala, to, da prižgete luč, da spustite dušo, je v bistvu največ, kar lahko naredite, da duša morda sama poskuša poiskati portal. Drugo pa je, da recimo sami poskusite s to svečko, da jih sami odpeljete na drugo stran ali pa da pridete na pogovor. Težko rečem zdaj, kje je, ker zelo verjetno je, da so še vedno kje okrog vas in da so zemeljski. Še bomo sprejemali vaše telefonske klice in odgovarjali torej na vaša vprašanja. Tole pa je vprašanje druge gledalke. Meni se dogaja, da ko pogledam na uro, se ponavljajo številke. Lahko bi rekli, da 90% časa je ura 1, 11, 13, 13, 16, 16. Zadnje čase se mi dogaja, da imam v trgovini račun, naprimer 10 evrov, 6,66. Kaj naj bi to pomenilo? To so recimo tipični znaki, da so ob nas ali pokojne duše oziroma eni temu co rečejo, da so to neka angelska sporočila, ki se največkrat kažejo preko števil na registrskih tablicah, recimo kilometrini v avtu oziroma računih, uri. Tako da priporočam, da gospa se toliko miri oziroma ne bo pozorna, na koga pomisli v tistem trenutku. Ali je to določen pokojnik, ker takrat, ko pomislimo na njih, takrat se v bistvu zraven. Tako da ni to nekaj, da bi bili nori ali da nam svet skuša kaj slabega sporočiti, ampak gre zgolj za to, da so ob nas, da vejo, kaj se nam. Drugače obstaja prav knjiga, ta angelska sporočila oziroma števila od Doreen Virtue, se pravi, to lahko kupijo čisto poceni, imajo pa vsa števila obrazložena. Da sicer je ona bolj cilja na angele, ampak so tudi nekatere dušice, če jim rečemo tako, angelčki. Kaj pa pravi gospa Štefka? En lep dober večer želim obema. Hvala lepa. Posebno pa prekrasni Urški. Hvala. Mi se pa poznamo. A se? Jo. A gospa Štefka, čakajte, a so bila polet pri vas midva z mojim? Pri Teti Mici. Točno, kako ste? Jaz super. Super, ne morem verjeti, a lepo, lepo. Ja. Kako pa gospa? Stanje je takšno, kot je bilo. Drugače je pa v redu. Mene samo zanima moje čutje. Jaz grem vsako noč 4-krat, 5-krat spat. Kako, nisem vas razumela? Jaz grem vsako noč 4-krat, 5-krat spat. Tolikrat se zbudim. Kaj je tukaj za nerešitev? Ja, zdaj, če gledava iz dušnega vidika, vas lahko prebuja kdo od pokojnih svojcev, če imate občutek, da je kdo ob vas oziroma da je kdo v sobi, seveda pa ne smeva zanemariti zdravstvenega vidika. Tako da niso duše za vse krive. Gospa Štefka, tle morate pogledati tudi zdravstvenega vidika, da mogoče nimate težav s spanjem ali pa da mogoče ne jeste kakšne pretežke hrane, preden greste spat, pa vas za tega želodec zbuja. Tako da boste pozorni tukaj na obe stvari. Če imate občutek, da je kdo z vami v spalnici, potem je lahko razlog tukaj iz dušnega vidika, da vas kakšna dušica ne pusti spat, da vas zbuja ob točno določenih urah, oziroma gre za kakšno drugo težavo. Tako. Ja, tako. Hvala lepa za vprašanje. Hvala, gospa Štefka. Takole, druga gledalka pa nam je zastavila tole vprašanje in sicer mamo te gledalke zanima, kaj bi lahko pomenilo, da od bratove smrti zelo velikokrat sanja ponavljajoče sanje, da gre za njegov grob, kateri je zapuščen, osamljen ali pa da groba preprosto ni, ona pa ga obupno išče. In ves čas dejansko to pravzaprav sanja. Je tudi to lahko, se pravi, kriva duša, ki bi želela vstopiti v kontakt, ali je mogoče tukaj zgolj občutek
vse je v redu, spusti me, ok. Ja, zdaj zelo verjeten je tako, ne, razlaga sanje veliko bolj kompleksna, tako da se jaz bi rekla, lahko spuščam v razlago kot medij, ne bi pa rekla, da sem strokovnjak zdaj za sanje s podzavesta, ne, tako da jaz bi bolj rekla, da gre tukaj za nekaj iz psihe, nek občutek krivde, da mogoče kdo premalo hodi na njegov grob oziroma občutek, da so ga morda pozabili na tak način. Tako da bi morda želel brati ravno zato stopati v kontakt, da se ne bi ljudje obremenjevali s tem. Aha, se pravi, kot sva že včeraj povedali, ni pomembno, kolikokrat greste na grob, ampak da se spomnite. Ja, pa odvisen, kaj je ostalo odprto glede njegove smrti, a ne? Ima kdo slabo vest. Gospa Jasna ima prav tako svoje vprašanje, kar izvolite pogumno, saj smo sami domači, dober dan. Ja, dober dan. Dober dan, kar izvolite. Bi pa imela dve vprašanje, če lahko. Ja, kar izvolite. Prvo vprašanje je, kako to, da recimo samo nekje 10% duš preide. Gospa, čisto nič vas ne razumemo. malce slabše vas razumemo, če lahko morda ponovite še enkrat, pa kar lepo razločno, pa če se na signal postavite. Ja, halo, slišimo se? Ja, izvolite. Ja. Zanima me, kako to, da samo 10% duš preide naprej. Žal vas nisem nič razumela. Kako to, da samo 10% duš preide naprej? Tako, ja. Aha, to je vprašanje. Ok, hvala za vprašanje. Hvala. Razlogi so, se pravi, zdaj po nekih teorijah naj bi duše imele 12 dni časa, da prečkajo. Od tega, da računamo, da pogrebi držijo duše tukaj sedmine, se pravi, že tako zgubijo, če temu rečemo, več kot polovico časa. Potem recimo samomorilci ne prečkajo sami od sebe. Potem so določene duše navezane na kraj, kjer so živele, kjer so umrle, recimo ljudje, ki so bili umorjeni oziroma so umrli v prometnih nesrečah. Sploh situacije, kjer se iščejo krivce, kjer so zapleti pri dediščini, oziroma so tudi take duše, ki ostanejo samoiniciativno na tej strani, kjer želijo pogledati, kaj se dogaja z družino, a so vsi v redu, a lahko živijo brez njih. Tako da razlogov je resnično ogromno. Odlično. Še eno vprašanje in sicer, ali se po dolgem času, ko že nekdo kar nekaj časa nazaj umre, lahko komunicira s to dušo, recimo, kaj če se je že reinkarnirala v drugo osebo ali kako? Kar se tiče te komunikacije z nekom, ki je 10 let pokojen, 20-30, ni nikoli nobenih težav, če ta duša želi komunicirati. Tudi vse duše se ne reinkarnirajo, bi rekla, v enakem časovnem obdobju, zato tudi obstajajo ti duhovi, ki jih vidimo recimo po tujini, ko so te primeri strašenja po hotelih, gradovih. Tako da nekatere duše lahko enostavno tukaj ostanejo, dokler ne pridejo, ker trik je v tem, da se ti ne moreš reinkarnirati, dokler ne preideš. Odlično. Ja, včasih so duše nemirne tudi enostavno zaradi tega, ker so delale napake, ne? Ja, vse jih vsi delamo, ne? In točno to je tudi tisto, na kaj se navezuje naš današnji trening osebne rasti. Poglejmo si današnji izziv, srčno upam, da boste tole vajo tudi opravili. Dajmo pogled. Tako, torej, ne stremite k popolnosti, ker sploh takrat pa si še vedno, oziroma si še mnogo bolj pozoren na vse napake, ki jih pravzaprav počneš, in napake nam prinašajo izkušnje, izkušnje pa nam prinašajo na nek način tudi modrost, kar pomeni, da se potem bolje in lažje odločamo v svojem življenju. Mi pa imamo na telefonski liniji že naslednjo gledalko. Dober dan želim. Ja, dober dan. O, gledalca, se opravičujem. Ja, Brane moje ime, rad bi pa vprašal vašo gostjo, da še enkrat ponovi, kako je z samomorilci in kako se da navezati stik s tako dušico, ki je bila v bistvu v tem svetu briljantna in je šla od tega, ker videla, da ta svet daleč od briljanta. Hvala za vprašanje. Zanimive občutke sem dobila ob tem gospodu. Tudi jaz, ja. Zdaj, kar se tiče ljudi, ki storijo samomor, v večini ne prečkajo, zato ker na nek način
jih je tudi strah, tudi duše je strah prečkati, ne, se pravi, ta strah, kaj bo na drugi strani. Tako da pri samomorih ravno tako jim lahko pomagamo na tak način, da jih spustimo. Kar se pa tiče, kaj je bil ta drugi del vprašanja? V bistvu sem bila bolj pozorna na občutke, ampak mislim, da je bilo... Kako lahko navežejo stik, tako? Kako lahko navežejo stik? Govoril je tudi o eni briljantni duši, ki ni več želela biti na tem svetu, ker je ugotovila, da ni tako briljantna, in mislim, da se to navezuje ravno na to osebo, ki je storila samomor. Na isto osebo. Tako da najlažji so 3 načini komunikacije, ker dejstvo je, da vsak lahko komunicira s svojimi svojci. Kot sva rekli, zaradi energijskih povezav, kar pomeni, da lahko komuniciramo najlažje z njimi preko sanj, tudi oni nas sami obiskujejo v sanjah, preko meditacij in pa preko avtomatskega pisanja. Ena zelo luštna tehnika obstaja, da vi napišete pismo pokojni osebi, pa jo date v kuvertico, naslovite na pokojno osebo, date v predal za 14 dni, vzamete ven pismo, prazen list papirja, svinčnik in pišete po nareku, tisto, kar vam narekuje nekdo. A res? Ja. Sam za avtomatsko pisavo rabiš biti kar streniran, discipliniran. Tako da najlažje so sanje, pa da prepoznamo vse te znake, ki nam jih puščajo. Puščajo nam sporočila v obliki pesmi, se pravi besedil. Lahko nam neznanec na cesti, recimo lahko v končni fazi brezdomec nam preda sporočilo ali pa nekdo na pošti. Samo, če smo dovolj odprti, da bomo to videli. Ampak sporočila vedno pridejo do nas. Vedno, takrat, ko je čas, takrat, ko jih bomo najlažje in najbolje razumeli. No, tole je bil danes tudi zadnji klic. Mogoče za na konec samo še to, kaj lahko danes vsak od naših gledalcev naredi, da se bi poklonil vsem svojim pokojnikom, vsem svojim prednikom. Premalokrat se v bistvu zavedamo, da ne glede na to, kakšni so bili, so na nek način nas pripeljali do te točke, kjer mi stojimo, če rečemo temu, da so na nek način tlakvali nam pot. Tako da bi svetovala, da ljudje skušajo pozabiti zamere, grde stvari, ker duše na drugi strani se ne ukvarjajo več s tem, je imel kdo denar, je bil kdo grozen ali ni bil, da se pomirimo. Prižgite eno svečko vsem vašim prednikom. Odlično.